Lep pozdrav vsem, dragi gostje. Dobrodošli v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Centru za kreativnost na današnji predstavitvi razstave House of Creatures, ki bo predstavljena od 20. do 26. aprila na Milano Design Week oziroma Milanskem tednu oblikovanja 2026. Današnja predstavitev je zasnovana bolj kot pogovor z ustvarjalci, s kuratorji, ki bojo svoja dela predstavili, tako da nekaj si jih lahko ogledate tukaj pred vami, nekaj pa seveda tudi v nadaljevanju v Milano, tako da jaz najprej vabim vse, da spremljate dogajanja in da se nam pridružite tudi na ogledu razstave v Milanu. Zdaj pa mogoče uvod in kontekst. House of Creatures je projekt, ki je bil izbran novembra 2025 skozi javni poziv Centra za kreativnost s strani strokovne komisije. Strokovne komisije sestavili Anja Debelo, Miloša Kosca, Janeza Mesariča, Nine Mihovec, Tanje Pak in pa Vladimirja Vidmarja, multidisciplinarne strokovne komisije, ki je soglasno izbrala predlog House of Creatures kot najbolj zanimiv v kontekstu tudi neke mednarodne, sveže postavitve, dinamične. Tako da smo zelo veseli, da so danes z nami kuratorji oziroma kuratorska skupina, ki je bila izbrana v sestavi Ryan Bergwell, Sera Eravci, Urša Gantar, Tine Tribušon, Gašper Uršič in Vid Žliberšič. To je kuratorska skupina. Danes je v imenu kuratorske skupine z nami Vid, ki bo podrobneje predstavil celotni kontekst. Seveda so pa danes tudi ustvarjalci in avtorji, ki jih je kuratorska skupina izbrala, da predstavijo svoje izdelke. Lucija Ros, Dan Adlešič, Lara Bohinc in pa Nuša Jelenc ter Nina Mršnik. Te razstave, ki jih izvajamo v Centru za kreativnost, Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, imajo kar dolgo zgodovino. Začele so se nekako ideja teh mednarodnih nacionalnih predstavitev, ki je nastala leta 2011, ko smo v muzeju postavili razstavo Silent Revolutions, ki je uspešno potovala od leta 2011 do leta 2015 na ključnih mednarodnih prizoriščih, od London Design Weeka, Milano Design Week, Helsinki Design Weeka in tako naprej. In ta razstava takrat je pokazala potrebo po tem, da Slovenija, slovensko oblikovanje, slovenske oblikovalce, ustvarjalce predstavlja skozi tovrstne mednarodne predstavitve v nekem sistematičnem kontekstu in rednem pogledu. Pokazala je tudi to, da se slovensko oblikovanje, ustvarjalnost postavlja ob bok drugim mednarodnim oblikovalcem in da nenazadnje take razstave nudijo prostor mladim oblikovalcem, ustvarjalcem, da vstopajo na tuj trg, da se predstavljajo in seveda na tak način ponujajo tudi priložnost za mreženje in dostop do novih trgov. Takoj, ko smo v Centru za kreativnost začeli s pripravo programov, smo dali internacionalizacijo in tovrstne predstavitve tudi kot enega od ključnih ciljev in tam od leta 2018 naprej smo izvedli več kot 60 predstavitev v tujini, predstavili okrog 140 oblikovalcev, ustvarjalcev po 24 državah skozi zelo, zelo raznolike razstave. In veseli smo, da je po letu 2025, ko smo uspešno predstavili v Alkovi Material Bar, tokrat na vrsto program in projekt House of Creatures. Tako da jaz vabim zdaj najprej k besedi Majo Vardjan, direktorico muzeja, nato pa enega od kuratorjev, Vida Žliberšiča, da predstavi podobne projekte in tudi povodi pogovor s skupino. Anja, najlepša hvala. Lepo pozdravljeni v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na prvi javni predstavitvi tega projekta, ki bo v produkciji Centra za kreativnost na ogled na Milanskem tednu oblikovanja. Par drobcev pa že danes tukaj.
Kot je rekla Anja, bodo več o projektu seveda povedali avtorji. Jaz sem poskušala malo konceptualizirati pomembnost tega projekta v bistvu v stroki slovenskega oblikovanja, pa seveda tudi v kontekstu Milana. Tako da v okviru sodobnega oblikovanja lahko danes prepoznamo več ključnih usmeritev, oblikovanje kot reševanje kompleksnih problemov, kot kritično prakso, ki raziskuje in eksperimentira, kot spekulativno ustvarjanje scenarijev prihodnosti, kot orodje družbenih sprememb in pa zelenega prihoda in pa seveda kot sistemsko mišljenje usmerjeno v procese in pa infrastrukture. Tako da sodobno oblikovanje s tem presega zgolj funkcijo, presega zgolj objekt sam, ampak deluje seveda tudi kot orodje, ki strukturira naše vedenje in pa seveda medsebojne odnose. Tako da House of Creatures predstavlja izdelke, ki spadajo v več omenjenih smeri, hkrati pa jih povezuje skupni imenovalec, ki ga kustos in pa teoretik oblikovanja, Emanuel Quince, sodeloval je tudi pri nas v muzeju, v eni od publikacij Bienala. Skratka, on tako oblikovanje imenuje nenavadno, čudno oblikovanje. V svoji knjigi Strange Design, From Objects to Behaviors, torej govori v knjigi od objekta k vedenju, izpostavlja neke rahlo dvoumne, enigmatične, performativne objekte, ki se skozi zgodovino oblikovanja skozi pojavljajo na polju oblikovanja in imajo nek specifičen učinek. In ti objekti, ki so značilni tudi za serijo objektov v House of Creatures, imajo nek naboj, da postanejo živi, postanejo aktivni soustvarjalci našega vsakdana. Njihova nenavadnost ustvarja distanco do nekega znanega in pa splošnega vedenja in pa seveda presega neko zgolj utilitarno funkcijo. Projekt bo predstavljen v Rokovi, ki je eden najpomembnejših prizorišč sodobnega oblikovanja v svetovnem merilu. In ta projekt je torej več kot zgolj predstavitev slovenskega oblikovanja v mednarodnem prostoru. Je tudi njegova izjemno pomembna konceptualizacija in gre za odpiranje teme, ki v stroki pri nas še ni bila neposredno naslovljena. Torej, odpiranje teme s preciznostjo in pa humorjem, kar je tudi zelo pomembno. Zdaj, zaradi mednarodne ekipe zaključim v angleščini, nekaj mednarodne ekipe je tudi z nami. Congratulations and thank you for building the House of Creature, which is inhabited by design that deliberately creates strangeness to provoke thought, to question social, cultural and technological norms, and mainly to expand imagination. The power of design is also to disturb our everyday habits, not just reinforcing them. I wish you all the best in Milan. Jaz bom kar sedel, mi je lažje tako. Ampak tudi dobro jutro z moje strani. Hvala Anja in Maja za te uvodne besede. Kot so me že one predstavili, malo vid, sem eden izmed kuratorjev mednarodne skupine, ki predstavlja House of Creatures predstavo na letošnjem milanskem tednu oblikovanja. Skupaj z mano so del ekipe Sera, ki je danes z nami, in Urša, poleg tega pa tudi Rajan, Tine in Gašper, ki se nam žal niso mogli pridružiti. Mogoče bi jaz sam začel z nekaj uvodnimi besedami, kaj je koncept naše razstave. V zadnji boste pa že videli nekaj fotografij, ki so naši gostje nam jih ponudili kot, mi smo jih vprašali, kako se vaše bitje rodi, oziroma kaj se zgodi nekako v zaodrju, stvari, ki jih mogoče včasih ne vidimo. Pa se bojo tukaj vrtele, pa se bomo mogoče mi na koncu pogovorili o tem, kaj zares pomenijo. Hkrati pa tudi opazili, da smo obdani z nekimi zanimivimi predmeti, ki so, kako bi rekli, vpogled v nekaj, kar bomo videli na razstavi v Milanu. Naša razstava združuje 10 oblikovalcev, umetnikov in praks, Dana Adlešiča, ki je danes z nami, Marušo Sagedin, Sari Valenci, Lucijo Rost, ki je tudi z nami, Nejca Braha, Juicy Marbles, Lara Hinc, Janeza Suhodolca, Soft Barok in pa Toaster Furniture, ki delujejo na širokem spektru področji. Od oblikovanja pohištva, modnega oblikovanja, grafičnega oblikovanja, eksperimentiranja z materiali, umetnosti, pa tudi do oblikovanja hrane in blagovnih znamk. Nam je bilo posebej zanimivo
oblikovanje v najširšem smislu besede. Ne skozi neke fiksne kategorije, ampak skozi razumevanje, kako bi lahko umestili te objekte, ki so se nam zdaj zanimivi, v nek malo bolj odprt okvir, ki dopušča tudi, tako kot je Maja nekako tudi nakazala v svojem vodnem pozdravu, protislovja, dvoumnost, pa tudi neke preobrazbe, tako nas kot predmetov samih. Nam nek začetek našega razmišljanja je bil ta, da smo kot kuratorska ekipa bili zelo nezadovoljni z razmišljanjem o predmetih kot o nekih pasivnih in stabilnih stvareh, ki so samo opredeljena svojo funkcijo. Ideja o tem, da je stol namenjen samo za sedenje ali pa svetilka samo za razsvetljevanje prostora, se nam ni zdela zadostna, ker se predmeti redko obnašajo tako ukročeno. Zato tudi naslov današnjega pogovora je neukročeni predmeti. Stol lahko postane mesto, kamor odlagamo obleke. Miza postane površina, na kateri kopičimo izdelke, ki ne vemo, kaj z njimi. Svetilka oblikuje vzdušje tudi, ko se nobeno da zamenja čarnice. Zato na mesto, da bi se spraševali, kaj te predmeti, zakaj se uporabljajo, smo se začeli spraševati nekaj drugega. Kaj počnejo ti predmeti, kako se obnašajo in še posebej, kaj se zgodi z njimi, ko pogledamo stran. Kar je nekako nastalo iz tega, je to, da smo postali zainteresirani predvsem za odnose. Odnose med njimi, odnose med nami in tudi odnose, ki skupaj ustvarjamo. In iz tega se je rodila ta ideja o bitju, oziroma mi kličemo kričerju. In ko začnemo o predmetih, ki nas obdajajo, razmišljati kot o bitjih, to potem niso samo orodja, ampak neke entitete, ki imajo svoja nagnjenja, svoje temperamente in tudi neko zmožnost, da se upirajo vlogam, ki so jim bile prepisane. Včasih je z njimi težko živeti in to se nam je zdelo zanimivo. Ne zato, ker bi jim funkcija manjkala, ampak zato, ker jo presega. Ne omejuje se samo na eno pravilno uporabo, ki je nekako instrumentalizirana, ampak lahko postavljajo mnogo različnih stvari. Se pravi, v nekem smislu je bitje to, kar mi razumemo kot nekaj, kar se upira nevtralnosti. Nekaj, do česa se moramo pozicionirati. Kot kuratorska ekipa smo se veliko pogovarjali tudi o tem. Bitje je lahko nekaj, kar te včasih malo živcira. Nekaj, kar misliš, da je mogoče lepo, mogoče pa ni. Mogoče nekomu je, nekomu drugemu pa ni. In v bistvu ta neka ambivalentnost teh predmetov se nam je zdela zelo pomembna. Dela, ki izbiramo v tej hiši, se vsako na drugačen način vklapljajo v ta okvir, izzivajo norme, na novo premišljajo konvencionalne materiale, izkrivljajo telesa, ki smo jih na nek način navajeni, ali pa se predstavljajo kot nekaj povsem drugega. Ne opredeljuje jih neka skupna taksonomija, da bi lahko rekli, vsa bitja so takšna, ampak postanejo podobna bitjem skozi svoje individualne težnje. Obstajajo sama po sebi. In skozi ta način, mislim, kar je na nek način glavna, kar se nam zdi najbolj pomembno v naši razstavi, je, da ponudimo nek nov način razmišljanja o stvareh in nek nov način videnja sveta okoli sebe. In na ta način potem oblikovanje ni samo reševanje problemov ali ustvarjanje fiksnih rezultatov, ampak postane vzpostavljanje odnosov. Ta dela, ki jih razstavljamo, bodo na razstavi v Milanu tvorila nek skup življenjski prostor, hišo, kot jo mi pravimo, ki ni organizirana okrog človeškega nadzora, ampak okrog sobivanja. V njej, če se nam pridružite, ne boste samo opazovalci, ampak začasni prebivalci. No, ta način razmišljanja bi, upam, da bo danes tudi nekako vplival na naš pogovor, ker sem zelo vesel, da so se nam pridružili Maja Bohinc, Nina Mršnik, Maša Jelenc, Kristof Furničar, Dan Andrešič in Lucija Rosic. Tako da mogoče to je to od mene, kot na nek način uvod v to, kar je na nek način konceptualni okvir te razstave in izbora teh predmetov. Zdaj pa, če gremo mogoče kar k stvarem, ki se vrtijo za nami, pa se lahko začnemo kar pogovarjati. Lucija, mi smo začeli s tabo.
ti je ok, če Ja, začnemo ravnilo. A bi nam Vse se povedala? me sliši. A sem ne? Ok, dobro. A bi rabili skupaj? Ne. Ja. No, če bom pretiha, kar povejte. A nam Se mi zdi, da mogoče boš brez mikrofona. je redu tako? Ja, da se Sliši? Ja. Ok, Smo žlugci, tle. Ok, prav, dobro. Nismo toliko navajeni mikrofonov, zelo. A nam poveš, kako se je tvoje bitje rodilo? Ja, jaz sem v bistvu začela s snovanjem tega mojega bitja. Približno 2 leti nazaj, ko sem pripravljala projekt za razstavo nominirancev nagrade skupine Oho. In v tistem obdobju sem se v bistvu veliko sprašala o tem, kakšna je pravzaprav moja ustvarjalna praksa. Že tekom študija mi je v bistvu bila zanimiva ta neka dinamika med neko nemonumentalnostjo, torej med nekim mogoče malo bolj igrivim procesom, ki dopušča napake, pa se je pa vedno nekako zgodilo, da moji izdelki mogoče tega niso prikazovali. In nekako se mi zdi, da sem vedno potem ubežala temu udoru realnega, nekemu procesu zabave, razmislekov, napak in me je v bistvu zanimalo, zakaj se to zgodi. In pa sem se v bistvu začela spraševati, kako zdaj jaz lahko mogoče kontroliram to napako, torej da opazim v procesu ustvarjanja, kaj je nekaj, kar se je po nesreči zgodilo, recimo, pa bi lahko to ohranila pri končnemu produktu. In pa sem v bistvu veliko razmišljala, kako zdaj to narediti, če zdaj jaz uspem kontrolirati napako, a je to potem sploh še napaka, pač ima to kakršenkoli smisel. In pa sem v bistvu šla takrat nazaj domov, torej v muzej v Zgornjo Savinjsko dolino, v mojo otroško sobo, kar velikokrat naredim, ko sem v procesu nekega pač ustvarjanja, recimo nove serije. Se mi zdi, da se mi takrat zelo skristalizirajo ideje, ful veliko stvari imam tam spravljenih, pa to velikokrat malo pomaga. In potem sem v bistvu v predalu svoje otroške mize, kjer sem delala, našla to šablono Noma 1. To je v bistvu najbrž vsem zelo dobro poznana šablona slovenskega podjetja Triso. In pa sem v bistvu razmišljala, torej to je zdaj nek predmet, ki zelo dobro predstavlja to neko, racionalizacijo, nadzor, morda tudi pač neko iskanje perfekcije. In zdaj kako ta predmet izkoristiti, pa v bistvu narediti iz njega nekaj, kar pa bi v bistvu bežalo svoje prvotne funkcije, ali pa je pač spremenilo. In potem sem se odločila, da v bistvu to šablono 10-krat povečam, torej spremenim višino, širino, pa tudi debelino. In se mi zdi, da v bistvu sem temu objektu na ta način odvzela svoj prvotni namen, ga pač dala v nek drug kontekst, tako da nekako tako. In med drugim se to ravnilo skriva za tabo danes, če bi kdo še ni opazil. Meni se ni ful zanimivo to, kar si razlagala, kako se vrne svojo otroško sobo. In potem sem si malo predstavljal, ti si zapustila otroško sobo, si začela rasti, si se preselila. In pa se v enem trenutku človek vrne v otroško sobo, ravnilo je pa kar nekaj raslo in pa naenkrat najdeš kot takšen nekje. Tako, na nek način sem si predstavljal, da tudi to bitje, ki si ga ustvarila, ima neko svoje življenje. Na nek način se sprašujem, kaj se zgodi z njim, ko ga čist odtrgaš stran od svojega konteksta. Ko kar naenkrat postane preveliko, ko ne more več meriti stvari, kot jih je včasih. Ko ga postaviš v Milano, ki postane na nek način ustvarja drugačen odnos med publiko. A si razmišljala kdaj o njegovem življenju kot takšnem? Ja, v bistvu nekako sem zato tudi zbrala nek tak predmet, ki je ful specifičen predmet, ki se navezuje na določeno obdobje otroštva. In sicer pač valjda tukaj gre za neko najbolj osnovno šablono, torej za prvo triado ali pa mogoče tam nekaj do 4. razreda. In se mi je zdelo, da tudi ta nek šolski pripomoček, da dobro opiše ta nek umestni prostor, v katerem se mi tudi v bistvu kar dolg časa nahajamo, kjer so zelo jasna pravila, kako se mi pač obnašamo, ampak hkrati je pa to tudi naše obdobje življenja, kjer smo v bistvu najbolj svobodni, tako da se mi zdi zelo zanimiva ta dinamika. Kar pa se tiče, seveda, takoj, ko nek objekt postane večji, valjda deluje tudi humoren, kar se mi zdi v bistvu zelo pomembno. Ko pa spremeni svoj kontekst, pa ga pač postavimo v nek razstavni prostor, pa kar naenkrat dobi neko večjo veljavo, recimo, ali pa pač nek pomen, ljudje ga drugače seveda gledamo.
Super, ja, hvala. Če se premaknemo malo naprej, Lara, a se lahko midva malo pogovoriva? A bi nam povedala kaj o tem stolu, ki ga razstavljamo? Ker mislim, da je to prvič, da bo v resnici razstavljen tam. Tako je, to je bil, to dela. Okay, to je bil, ta kostel je bil pač del enega večje obsežne kolekcije, ki sem nekaj compulsion, ko se slovenščini tu prevede. Kako ste ga vi prevedali? Kompulzija. No ja, in skratka, ideja je bila te, kaj bi se zgodilo, če bi se objekti začeli obnašati kot živa bitja, da bi ustvarjali med sabo en odnos, recimo stol za mizo, stol za stolom, stol za zofo in tako naprej. In potem sem bila to ideja, da objekti bi verjetno postali obsedeni en z drugim in bi hoteli biti skupaj. In tako sta postala te dve, ta ideja z tega stola, ker sta v bistvu dva stola, ki se en drugega držita, pa recimo miza, ki se drži stola, stol, ki se drži kavča, majhne mizice, ki so se nekako skupaj zalepljene, tako da so postali iz teh dveh objektov eden objekt. In pa to, kar boste videli razstavljali, je ta stol, ki je narejen iz lesa, iz mahagonija in iz aluminija, tako da sta dva čisto različna materijala, eden je zelo topel, eden je pa zelo hladen. In se nekako skupaj držite. Jaz ti moram priznati, da ko smo mi videli ta stol, smo bili tako, ja, tudi to je to, o čemer govorimo. Imeli smo tudi en zelo zanimiv sestanek s svetovalno skupino, kjer smo se začeli pogovarjati, kaj se zgodi, ko stol sedi na stolu. Se pravi, kar naenkrat nek objekt, ki je načeloma v funkciji tega, da podpira človeško telo, se odlepi od tega in dobi neko svoje življenje. In se mi zdi, da na nek način ta izdelek... To je točno to, ja, da bi svoje življenje in da se gleda na ta objekt kot živa bitja, ki imajo svoje želje. Recimo, in ponavadi ljudje nočemo biti sami, predvidevam, da pohištvo tudi noče biti samo. Zato so potem vse so nekako skupaj zlepljene. Zanimivo bilo, če bi se vsi skupaj zlepili mogoče. To je objekt. Lahko probamo na razstavi. Lahko poveš mogoče tudi nekaj o tem procesu, kako ta mahagoni kot nekaj, kar je zelo taktilno proti kovini. Mislim, da je nekaj zanimivo materialno raziskovanje, tudi kar se tiče tega samega. Ja, tudi tukaj, tudi tudi različen proces. Recimo aluminij kot kovina se uliva, in je tukaj tukaj se mora čez ogenj, da se ga stopi in potem se tukaj kalupi, tako da je čist en drug način ustvarjanja objekta, kot recimo z lesom, ki je pa obratno, ki se pa nekako reducira, se vzame en večji masivni kos in se ga potem zmanjša in se ga oblikuje. Tako da je čisto obratno procesa tudi na ta način. Ko smo že pri procesih, a se lahko dotaknemo toasted furniture-ja, ker se mi zdi, da je v bistvu tudi bi nam mogoče lahko povedali, kaj imamo danes pred nami, kaj razstavljamo, pa tudi mogoče se dotaknemo tega samega procesa, kako nastane iz neke odpadne plastike, nekaj, kar nekdo lahko dojema kot zelo lepo ali ga pa živcira. Ja, v bistvu kar spontano, vsaj te izdelki, ki bojo razstavljeni v Milanu, so nastavljeni nekako skozi proces, nismo nič imeli naprej menih skic ali pa planov, to je pač nastavljeno čisto spontano z plastenkami, torej prav plastenke, stopljene v navadnem toasterju in potem s pomočjo zelo preprostih kalupov, pa veliko tudi tako kar prostoročno oblikovane v te izdelke. Ja. Ja, v bistvu pač sva najprej naredili recimo pri tej skledi obliko, pa so bile, mogoče bi pa dali še ročaje gor, da bova dali ročaje, mislim, prav dobesedno je, da so tako nastavljene. Mogoče to, da imava mi v delavnici to gromozansko mašino, s katero delava recimo pohištvo, in pol sva lani v Milanu naredili neko serijo delavnic za ljudi, kjer so pa tako iz kosov plastenk si lahko preko nekega čisto osnovnega lesenega kalupa izdelovali kot neke krožničke. In je bilo noro videti, kako lepo je ta enostavnost tega, v smislu, pač ne vem, nek proces, ki traja 10 minut, od nič do krožnička in kako je to bilo ljudem zabavno delati, toliko, da so 2 uri čakali recimo tam v vrsti. In nama se je po moje tudi tako, sva se hotele malo vrniti v to zabavnost izdelovanja
In so potem malo ta naš huge, ogromen toaster pustili in spet šli na toaster za kruh. In res delali pač neke oblike in uporabljali neke kalupe, ki smo jih imeli tam v delavnici, razno neka sita. Se pravi, to, kar vidimo, je narejeno v toasterju. V navadnem toasterju. Jaz sem se spraševal, ko sem gledal te vajne izdelke, do kjer mere imate ve kontrolo nad tem, kar se bo zgodilo, in do katere mere imajo te stvari neko svojo živost in se upirajo, obraz se upira temu, da se bo smejal, ampak bo začuden. 90-10. A 90-10, samo daš 50-50. Mislim, recimo, pač ne vem, neka modra vaza, ki je stalno puščala in bolj ko smo jo topili, je totalno spremenjala obliko. Tako da, pač, ja, nama se zdi, ker to cilj tega, no, da tako objekt prevzame vodilo in mi dve v bistvu, ja, pač se odločiva na koncu, kaj bi to lahko bilo in dodava neke detajle. Ali kaj ne veš? Ja, sigurno to, da v bistvu proces sam nekako vodi do objekta, ne da mi dve same določvajo naprej. Ko se že pogovarjamo o procesih dan, lahko še tebe malo vprašam. Jaz vem, da imaš ti delavnico, kjer se dogaja veliko stvari, veliko samplov, ki izbiraš in dizajniraš. Kar je mene najbolj navdušilo, ko sem videl te lučke, ki jih proizvajaš za Milana, je, da na nek način, ko jih gledam, mi delujejo kot neki šopki rož, ki so slučajno začeli svetiti. Se pravi, niso luči per se. In me tako, na nek način se mi zdi, da ima ta estetika, pa tudi neka simbolna vrednost, da ima veliko vloge v tem, kako delaš. Tako da se sprašujem, če bi nam malo več lahko povedal o tem. Je ta luč originalna te LED diode v obliki rožic v smoli, je bila narejena za ta bar in izgleda sem izhajal, ko bi lahko naredil še na drug način neko foro rož iz ledic, no? Da je mogoče bolj enostavno, ker ta odlitek je kar kompleksen in naš naključno je bilo zelo do milimetra natančno postavljen, ker so tukaj skrčki s tem materialom in se maske lahko zalom in ker je to blazno stresen proces, neko kaj, če bi to naredil na bolj nek zabaven, sproščen način, kjer dejansko uživam v procesu in lahko to naredim za ljudi. In sem potem iskal druge opcije, iste ideje, ampak v drugih oblikah. No. Tako da sem pa začel razvijati dve sporedne smeri, čisto drugače, kot neko družino, kada so tri sestre, vsaka ima drug karakter, ima iste družine. In pa sem začel dajati luči v neko odprto strukturo, da to lahko vedno modificiraš, se pravi, dobesedno od obitka, od salame, če bo ta fotka, mogoče bo veliko prej. Prej da mogoče ta fotka, je od, za suho salamo delati je tak kolagen, taki roli, ki me je zelo lep in če ga malo segreješ, da je trt in potem sem v to dajo te rolice. Tretja je pa 3D sprintera, tako da so take tri. Potem sem zadovoljen na vprašanje. Ne, si, totalno. Mislim, na nek način se mi zdi, kar razlagaš, da so iz te neke funkcionalne trdosti, da si začel na nek način pogovor s temi objekti, ki so prevzeli svojo, so postali nekako bolj upogibljivi, če hočeš. Ali ne? Mislim, nadaljeval sem raziskovanje te obsesije, mogoče s temi ledicami in ulicami. Jaz vem, da mora Maja ob določeni uri nekaj iti, ampak zaenkrat imamo še traje. Maja, a bi nam ti mogoče, zdaj ko imamo že traje, a bi se vključila, a bi nam povedala, kaj na nek način, predvsem temi predmeti, ki nas obdajajo, pa tukaj mogoče nezreske, še neke druge čudne luči. Kako vidiš navezavo med temi stvarmi in o tem, česar si se dotaknila že na začetku
kako stvari, ki so okrog nas, oblikujejo, na kak način se mi obnašamo. Ja, na nek način sem to povedala že v uvodu. Sem zelo vesela, ker se mi zdi, da smo govorili o zelo podobnih stvarih, brez da bi se karkoli se usklajevali ali pa prebrali tekste en drugega, ker pomeni, da objekti govorijo sami zase, da jih razumemo na ta način. In zakaj se mi zdi tako fino, no, da so zdaj ti strange design, pa ne strange v negativnem smislu, ampak res pozitivnem. Tako, dizajn oziroma oblikovanje, ki sproža neko trenje, nek razmislek, ki ga posvojiš, ki je nekako živi s tabo, ki se giba, čeprav je negibana. To se mi zdi, da vsi ti objekti utelešajo. Zdaj, ko so danes skupaj, res pokažejo, no, da te principi oziroma da to oblikovanje pri nas obstaja, ker drugače ga res razumel tako zelo, zelo razpršeno. No. Zato jaz vidim res to razstavo tudi kot en tak velik doprinos k diskurzu v oblikovanju pri nas. Zdaj, če se pa vrnem nazaj na eno zame najbolj zanimivih oziroma kanoničnih knjig oblikovanja, to je pa ta Strange Design from Objects to Behavior, pa Emanuel Kinc v bistvu govori o zgodovini oblikovanja, kjer se taki projekti občasno pojavljajo. V italijanskem oblikovanju Soca, Memphis skupina, potem recimo spekulativno oblikovanje, tudi Dune and Raby, kot v bistvu neko kritično oblikovanje, ki v bistvu res spreminja naše vsakdanje navade. Tako da jaz jih res vidim v bistvu tako kot individualne točke na tej mreži, ki pa skupaj, ko te točke povežeš, postanejo močnejši in me zelo zanima, kako bo to potem sprejeto, tako pri nas kot v Milanu, v tem nekem širšem diskurzu. No? Ker se mi zdi, da spet na plano postavljamo nekaj, o čemer se v bistvu zdaj v oblikovanju ne govori tako zelo eksplicitno, ker je vse usmerjeno zelo v trajnost, v zeleni prehod, velikrat tudi v greenwashing. No. Tukaj pa spet poudarjamo na nek način živost tega oblikovanja, veselje, humor, naše odnose do tega, eksperiment. In to se mi zdi zelo pomembno. Mogoče z nami je tukaj tudi profesor moj, Janez Suhadolc, na razstavi bo tudi njegov stol light, ki mogoče ni na prvi pogled čuden dizajn, ampak recimo način, kako ga jaz vidim in tudi uporabljam v vsakodnevnem življenju, je pa točno to kot eno bitje, do katerega imaš en poseben odnos, ki je včasih stol, včasih polica, včasih kar neše s sabo, skratka nekaj, kar se giba s tabo, ne samo zaradi njegove izjemne lahkosti, pa invencije v konstrukciji, ampak zato, ker je to pač tvoj ljubljenček. In tukaj se mi zdi, no, tako jaz res vidim tudi te vaše dizajne, no, tako da, kot sem rekla, iskrene čestitke za enkrat. Gospod Suhadolc, bi hotel kaj vedeti vi o vašem stolu? Ne rabite, ne rabite. Povabilo. Tukaj le imate. Kar dajte, drugi za začetek. Ja, najlepša hvala, Maja. Ker mislim, da se strinjam. Nam je tudi drugače, če sam, da se držimo še glavite za trenutek. To je en izmed objektov, ki smo jih kot kuratorska skupina kot prvega prepoznali, kot nekaj, kar preoprašuje meje, ali pa preoprašuje te kategorije, v kateri smo tudi že danes med nami, smo iz zelo različnih pristopov, ali na primer, svoje ravnilo, ali to umetniško delo, ali je nek objekt, ki bi ga nekdo lahko razumel kot kos pohištva. Vse te neke stvari so nas v resnici zelo zanimali. In tudi light, jaz mislim, da je težko zares reči, da je to stol per se. Je stol med drugim, ampak je toliko različnih stvari. Gospod Suhadolc je z nami delil tudi informacijo, da Kenneth Frampton ima na steni, kar na nek način ga takoj postavi v en drug odnos. Če še malo stanemo tukaj, če to je neko tako splošno vprašanje za nas vse skupaj, da malo razmišljamo o tem. Znotraj vaših praks, pa ne vem, kdo se hoče odzvati na to, a vidite ta nek trenutek o tem, ko se objekt osvobodi funkcije ali pa estetike, kot nekaj, kar vas je stalno spremljalo, ali je to nekaj, kar mogoče postane čez čas? Razmišljamo o neki individualni evoluciji dizajnerja. Lara, tebe gledam, ker vem, da imaš veliko za sabo objektov že, ampak a veš, a se kot dizajner enkrat začne razmišljati o stvari, ali se najprej osredotočiš na estetiko in funkcijo in čez nekaj časa začneš preopraševati te kategorije, ali je to vedno s tabo?
Jaz bi rekla, da to je nekako kraj, ki se dogaja, po drugi strani pa se zmeraj mi zdi, da ko končaš oblikovanje enega objekta, da se ta objekt tako osvobodi. In takrat je tudi nekako priložnost za tebe, da lahko to še enkrat pogledaš, nekako spremeniš uporabo, funkcijo. Ampak tako se mi zdi, da v življenju ljudje sami spreminjamo uporabo tako. Jaz mi tako pravim, da tisti objekt, ki ni v uporabi, je mrtev objekt. Da katerakoli uporaba je to, da daš na stol eno knjigo, ali pa da na luč obesiš eno srajco, to je isto uporabno. Pa še kdo drug, kakšne misli glede tega? Lucija, se lahko dotaknemo tega odnosa med umetnostjo pa oblikovanjem predmetov, oziroma uporabnostjo, če hočeš. Kako vidiš, mislim, to ravnilo mene zelo fascinira, ker jaz, ko sem ga prvič videl, sem rekel, lahko bi ga nekdo imel kot obešalnik. Ampak na nek način, takoj, ko postavi stvar v galerijo, tako kot smo že prej govorili, nekdo ustvari neko distanco do njega. Medtem ko ravnilo je nekaj, kar otrok grizlja in ga pusti v torbi, ima malo čokolade gor, pa se pa poveča. Kakšna je fizična distanca med objekti, ki jih delaš, in opazovalcem? Oziroma, kaj bi si ti želela, da bi se zgodilo z njimi? Ja, v bistvu zdi se mi tako, da takoj, ko ti nek predmet narediš, kot je že Lara prej rekla, se takoj vzpostavi valjda neka distanca, on ima zdaj neko življenje zase. Lahko ga ti do neke mere nadzoruješ, ampak pa pač se bo on premikal, kakor se bo hotel, nekdo ga bo lahko obrnil drugače, kakor sem ga želela recimo obrniti, pa bo čist nekaj drugega s tem sporočal. Nekdo ga bo lahko imel, da se bodo zraven, pač kot smo recimo tam en primer videli, ko so na razstavi v Bologni se odločili, pa je dobro, da bi to bil interaktiven element in da se lahko ljudje zraven zmerijo, torej svojo višino, pa se tam podpisujejo. Skratka, ne vem, zdi se mi, da je v bistvu dobro uporabljati predmete ali pa ustvarjati objekte za neko vzpostavitev neke, kaj pa vem, zgodbe, ali pa tudi velikokrat se mi zdi, da je to zelo uporabno, zato, da dobro ilustriraš nekaj, kar si želel sporočiti. Sicer jaz izhajam pač iz malo drugačne prakse, pa sem načeloma se prvotno recimo ukvarjam s fotografijo, tako da se mi zdi, da tudi malo drugače gledam na te stvari, pa mi je super, ker se lahko mogoče malo bolj igram, ker ne vem vseh pravil, pa je to dobro mi. Tako da ja, tudi ne vem, če sem ti čisto na vse odgovorila, ampak ja, recimo. Eno vprašanje, ki mene tako čisto osebno zelo zanima. A vam grejo kdaj predmeti, ki jih oblikujete, na živce? Oziroma, a imate nek težek odnos? Pride kdaj do neke stvari, kjer je odnos med objektom, ki nastaja, in vami težak? Bi kdo mogoče reflektiral? Mogoče v čisto materialnem smislu, mogoče v estetskem smislu, funkcionalnem. Vidim, da to se tvrnečka kima. Verjetno mogoče na več nivojih, ampak prvi je sigurno ta, da vsaj, če nekaj sam izdeluješ, pride do tega, da si nekaj zamislil in probaš narediti in to absolutno ne funkcionira. To, definitivno gre na živce. Sami izdelki, ko so pa že narejeni, pa moje izkušnje so, vsaj kar se tega pečenega pohištva tiče, prej obratni, da pač dolj časa, mogoče tako, ko ga naredim, sem včasih tako, ne vem, ampak pol s časom mi gre pa vedno manj na živce, mogoče vedno bolj mi je, pač vsakeč, ker imam doma res veliko teh stvari, ki jih uporabljam dnevno, in mi je še pač po, ne vem, 10 letih skoraj vsakeč, to je vse narejeno smeti, in to pač jaz uporabljam, tako da mi je definitivno cool. Ja, jaz se mi zdi, da sem jaz vedno ta nek hype person, da med tem, ko še delala in amazing, noža, to bo super. In mogoče pa, nek obratno, pol jaz dobim to, mogoče kaj ne funkcionira, ampak tako kot neka relacija med mano in Nušo in kot delava, to nekako funkcionira. Dan, kako se ti počutiš, glede tvojih predmetov? Kakšne stare stvari ne maram, zato ker so tako outdated, zato pa kaj sem to.
Pa sem to delal nekaj. To, pa še kakšno stvar, ful dolgo delam, pa da na koncu ni všeč, sem tako, tukaj sem počasno zgubil, tako nekaj na jetra, kaj. Tudi včasih, kad doskrat, kaj ful hitro narediš, ni zaradi tega rado všeč, ker se tako, to easy, to je super. Tako da se mi zdi, da je to ta neka osebna, koliko frustracije si imel s tem, toliko v minus gre pa, ne. Ta zadeva. Mislim, jaz pojemam to kot neko terapijo, to neko delo, pa izdelovanje in potem je to zelo povezano s temi občutki, če si užival v tem ali če nisi. Tudi če je mogoče na koncu nekaj v redu, pa drugim všeč, si tako manetno, če se čuti sovražen. Ker sem razmišljal, recimo, jaz poznam nekaj izdelkov, ki si jih ti naredil v svoji karieri do zdaj. Se mi zdi, da še posebej te začetni so imeli veliko te neke kinetike v sebi noter. So se zelo, mislim, so tudi te, ki jih zdaj delaš, imajo. Koliko ima gibanje na nek način veze ali pa koliko je Je zelo neka ta tema frustracije, ne, ker v preteklosti sem se dosti ukvarjal z nekimi multimedijskimi, novomedijskimi inštalacijami, kjer je bilo vse tako naredil si in pa se to obdorijo za en mesec in to. Pa sem se pa vedno več ukvarjal z nekim notranjim oblikovanjem, pohištvom, interierji in to, kjer sem tudi bil tako, ja, bom naredil neke te kinetične stvari, kot recimo tabar, tam ta lučka se tako migata, ampak to ni fajn, ker moš to posebno upravljati. In pa pride do tega, da to začneš vražati, ker tako, kaj sem pomislil, povada se bo ničel. Tako da vedno manj kinetike dajem na te stvari, ker ni res praktično. Po ideji je super, ampak ja. Mislim, to je neka zanimiva tenzija, ne? Itak ni praktično. Mislim, itak dizajn ni nujno praktičen v tem smislu. In se mi zdi, da je neki zanimiv moment, ker če bi bilo samo praktično, bi bilo en velik let, osvetljen panel in bi bilo to. Da na nek način skozi vso vaše delo, skozi premika in razteza te meje, dokjer funkcije, stol, ki sedi na stolu, dokjer mere je to sploh še stol. No, ne vem, če imaš ti kakšne misli glede tega še. Ja, meni se zdi, da dizajn na en način mora biti praktičen, ampak če je ta osnovna funkcija, ki si jo ti zamislil, če se bo uporabljala, pa ni rečeno, da bo, ampak ker če dizajn ni praktičen, pa je v bistvu to lahko art. Se pravi, ampak tukaj se gre za tak objekt, ki so med artom pa med dizajnom. Drugi sem samo še to hodila reči o materialu, sem opazila, da kadar delaš stvari z materialom, kakrat recimo vidve, ki so nepredvidljivi, jaz tudi kot delam s keramiko, dostakrat potem, ker naredim, sem kar malo tako začudena, pa ne vem, ali mi je všeč ali ni, in rabim kar nekaj časa. Včasih na to malo stran in potem pogledam tako čez en mesec, to je pa v bistvu ful super. Tako da rabiš eno distanco, kadar ne planiraš tako točno obliko, ker se moraš nekako seznaniti s tistim končnim rezultatom, takrat je potem šele ten pravi odnos. Mislim, to sem razmišljal tudi včeraj, sem te stalkal na Instagramu in sem videl, da glede ta zadnja dela, ki si jih objavlja, so ti in keramika na nek način. Ne? Pa razmišljam o tem stolu, ki pa se zdi, da je zelo, se je zgodil nekje drugje. Se je zgodil, najbrž predvidevam, v tvojih mislih, potem se je porodil v eni drugi državi, z enimi drugimi ljudmi, ki so se ga dotikali in bo tudi za tebe predvidevam neke vrste presenečenje, ko se ga dotakneš, ko se usedeš, ko ti postaneš del tega odnosa dveh stolov in tebe. Kako na nek način se opredeliš do tega? Stvari, ki se jih lahko dotakneš, ki te živcirajo in jih potem raztegneš, in stvari, ki jih moraš načrtovati zelo precizno, potem pa postanejo nekaj. To je čisto drugačen proces, tudi drugačen način razmišljanja. Meni je oboje zanimivo. Zanimivo mi je nekaj, kar je samo v glavi, to je recimo prav to dizajnersko klasično projektiranje, ali pa nekaj, ki se ga lotiš kot rokodelec, ki ga sam delaš. Tako da sta tukaj nekako roke imajo tudi eno svojo miselnost prisotno, tako da je nekako tukaj drugačen koncept v bistvu. Meni se to lahko oboje paralelno vzpostaviš, ni to, da je samo eno ali drugo. Kar verjetno tudi spet govori o tej ambivalentnosti. Mislim, jaz tlele projiciram svoje misli skozi. Mogoče vaše projekte sploh niso o tem.
Tako da se upravičujem vsem naprej. Ampak ambivalentnost je zdi nekaj, kar je nas zanimalo in kar se nam je zdelo zelo pomembno. Kako prenesti te stvari skupaj, ki bo na nek način tudi imeli včasih clash. Mogoče, bom pa še enkrat vprašal, če še kažem vprašanje, publika, pa mogoče sem da zaključim še eno svojo misel. Je odnos med samimi predmeti, ki sami po sebi imajo neko svojo moč, kaj se zgodi, ko jih začneš postavljati skupaj? Kaj se zgodi, ko zrezek pride zraven Downove kolagenaste klobase? A veš, neki odnosi se na nek način začnejo pol vzpostavljati. Pa me mogoče samo zanima, nekaj splošno vprašanje spet za vse, a vidite odnose med izdelki, ki jih naredite v ločenih serijah, ali pa ki jih naredite v ločenih časovnih obdobjih za namene različnih, a veš, da ti si govoril o Tabaru, ki je očitno enkomišljen proti nečem, kar narediš zato, ker bi rad svojo prakso nadaljeval v nek določen način. A vidite, da obstaja neka rdeča nit, ki vzpostavlja odnose med njimi samimi, ali vidite bolj kot neke izolirane stvari? Recimo, mogoče to zanimivo predvsem za tebe, ker so tematske zelo na nek način stvari, ki jih naslavljaš. Meni se zdi, da to je ful zanimivo vprašanje, zato ker po neki projektih gledaš nazaj, tako kot bi v bistvu si rekel, pa imaš pa kar naenkrat tako, kaj sem tle razmišljala, pa zakaj se mi je zdela to dobra ideja. Včasih pa pač se mi zdi, da se eni projekti ali pa mogoče izdelki ful dobro starajo in so skozi bolj relevantni, vsaj zate mogoče. Meni se pa zdi, da pač pri mojih projektih je tako, da mogoče obstaja neka rdeča nit, siguren, je neka ta navezava ali na okolje, kjer sem odraščala, ne vem, dokaj mlada sem recimo zapustila to okolje in se mi zdi, da je to vedno z mano in je ful, mi je udobno se vračati nazaj v otroštvo pa v neke te otroške spomine, tako da se mi zdi, da nekako v bistvu vse, kar delam, izhaja iz tega ali pa saj deloma iz nekih teh tem. Ok, se mogoče kakšno vprašanje v mestnem času porodilo? Komorkoli? Mene samo zanima, mogoče imate kakšekoli whatever, da vidimo, kako to bo izgledalo v Milanu, Pridružite se za nas, v mi ne Milano. možemo do Milana. Recimo, samo kao, tako bi mi to stavili. Nimamo grafičnega materiala danes pripravljenega, kar tlele mogoče vidite. To sem videla, fantastično. So kosi teme, lahko vam verbalno opišem, da na nek način kar razstava, zato sem tudi malo spraševal naše razstavljalce tukaj o odnosih, kar razstava počne je, da vzpostavi neke te spet ambivalentne kose, ki jih nekdo lahko razume kot pohištvo, narejene iz pene, kjer se te odnosi vzpostavljajo. Se pravi, napihljiva oblačila ob špičastih kosih pohištva. Zrezki ob kolagenastih lučeh. Se pravi, ki mogoče tudi te odnosi niso nujno eksplicitni, ampak da jih nekdo lahko prebere in razume to razstavo. Mogoče samo za vse goste, 21. aprila organiziramo ogled z avtobusom v Milano na otvoritev, tako da se lahko vsi pridružite brezplačno, ne rabite rezervirati Flixbus, lahko odprete na avtobusu. Vidite razstavo, se pridružite na enem takem vodenem ogledu s kuratorji in razstavljalci. Hvala vam, to je zelo magično. No, ob tem povabilu bi se pa zahvalil najprej vsem vam, ki ste se pridružili na tem pogovoru, pa tudi vsem, ki ste nas danes obiskali, pa se veselim druženja o kavi in soku in vsem ostalim, kar sem zdaj. Hvala.